Marko Rozner je nesporno najpomembnejši mariborski jud prve polovice 20. stoletja. Rodil se je leta 1888 v Romuniji, a se je že pri 17 letih preselil v Maribor. Bil je lastnik tekstilnih tovarn, ki so zaposlovale okrog 1000 delavcev, poskrbel pa je tudi za socialne razmere svojih delavcev. V Roznerjevi tovarni sta bila tako vrtec za otroke zaposlenih, kot tudi velik plavalni bazen za zaposlene in njihove družinske člane. Leta 1938 je ob svojem 50. rojstnem dnevu ustanovil pokojninski sklad za svoje delavce in zanj prispeval začetni kapital. Istega leta je bil tudi prvi donator pravkar ustanovljene Akademije znanosti in umetnosti, današnjega SAZU-ja. Verjetno najpomembnejša Roznerjeva dejavnost pa se je odvijala med Anšlusom leta 1938 in nemškim napadom na Jugoslavijo leta 1941. V tem času je Rozner pomagal judovskim beguncem, ki so bežali iz Tretjega rajha pri nezakonitem prečkanju jugoslovanske meje. Mariborčan Marko Rozner je tako pred smrtjo v holokaustu rešil vsaj nekaj tisoč, morda tudi več 10 000 ljudi. Marca 1941 je pobegnil še sam in se z družino uspel prebiti v Palestino. Avgusta 1945 so ga nove oblasti v Jugoslaviji v njegovi odsotnosti na montiranem procesu obsodile na zaporno kazen in mu zaplenile premoženje, ker naj bi sodeloval z nacisti. Zaradi obsodbe se kljub njeni absurdnosti ni mogel vrniti v Maribor, čeprav si je tega močno želel. Kasneje si je prizadeval za obnovo procesa, pri čemer ni prosil za vrnitev premoženja, pač pa, da se mu v mestu, v katerem je preživel najlepši del svojega življenja, povrne dobro ime. Marko Rozner je umrl leta 1969 v Izraelu, ne da bi dočakal obnovo procesa. To se je zgodilo šele leta 2013, ko ga je rehabilitiralo Vrhovno sodišče Republike Slovenije.